Če tega pucanja življenja, kar naprej so neke čistilne akcije. Jaz to še v življenju nisem pucala po tem Vinčenciju. Ampak, a veš, koliko pa s pucanjem je pa hud. Marko! Dobro jutro! Pa kaj te, kaj ti ni jasno? Kaj delaš? Ravno jaz sem monkar, ti pa tule črtam in ne oziraš se na nobenka in se počiš tam na kavač. Nekaj mi teži, sam nekaj. A ja? Kaj pa če bi ti čistil? Sej sploh ne veš, kako izgleda veleda, pa praviš, meni težim. A zdaj se boš pa še tihle nekaj dajo, a kaj? Daj mi mir. Telefon so mi ukradli, denarnico so mi ukradli, še zadnjih 20 evrov. Nič nimam, še en burek moram biti, da mi boste pa tle nekaj. Okej, ampak vseeno, ne oziraje se na karkoli, bi pa lahko videl, da pucamo in bi malo pazil, kje stopiš, a ne? Ma briga mene, kje stopim, kam stopim, to je zdaj najbolj pomembno. Jaz so ukradli telefon pa denarnico, jaz moram dobiti tega. Marko, dovolj bo, razumemo, da ti je težko, ker nimaš telefona in denarnice, ampak to ne pomeni, da bo to lahko pohodiš vse okrog sebe. Ja. A ja? To kar prvi karo dovolj, kaj? Sej ne morem povedati. Marko, se tako ne bo šlo, letiš se samo okrog denarja in telefona in zdaj še kava, kaj če bi malo pogledali okrog sebe, mi smo tukaj skupaj počistili dnevni center, zdaj bomo skupaj spili kavo, če se vrtiš samo okrog sebe, pač ne moreš biti vesel. Pa pozabite si, da smo tudi že skoraj presortirali korenček. Ja, pač ker smo skoraj presortirali korenček, dok nam pomagaš, da se nam pridružiš, pa da hitreje končamo. A zdaj se bom pa še s tem butastim korenjem ukvarjal, kaj? Hvala lepa, pa se pa imejte to kamo, pa vaše korenje. Znaš, kar gre. Bože, mili, Ejma je težek postvic. Sploh ne morem prenašati. No, nimamo kaj, pridite na kavo. Ej, zdaj mene je tok na psihiru, jaz ne morem zdaj še tega sedeti in kateti. A gre kdo z menoj na čik? Mi treba takrat reči. Dva prosim. Nismo končali, ker smo čistili dnevni center, ja, in samo Eva je bila na korenju. Ja, pač v resnici je bilo lepo, res, ampak pol je prišel Marko, vse je veš. Živijo, Monika, Petra. Kaj pa delata? Aha, malo da si gostitev spet. Ja, temu sem danes probala spodbuditi tudi Marko, ampak ni šlo. A, Marko, da. Ti kaj pa je bilo? Najprej je direktno zajavljal na kavč, ko sta Branko in Tone čisto dva. Potem je bil prvi na kavi in pač, ko sem ga probala spodbuditi, da nam malo pomaga s tem korenčem, je pač vse nekako slal in je šel. Najezil se je še, ker so mu ukradli telefon in državnico. Joj, ta naš Marko, ne vem, kaj je to, čisto je izgubljen, nobenega smisla več nima. Pa resno, lej. Pa še kar misle, da bo veselje lahko prišel tako na easy, jaz ne vem. V resnici pa je vedno bolj zagrenjen, pač se samo nekam pošilja. Ne vem, tudi ostale jezi, ne vem, vse si bo zatural. Ne vem, kako mu sploh lahko pomagamo, da bi verjel kaj lepšega proti to. Ne vem, pač jaz sem danes probala čim bolj prijazno razložiti, ampak nič noče slišati. Poglej, mogoče pa, ne vem, danes si mu ti povedala na lep način, pa mu dajmo jutri, ne vem, malo zrobantiti, mogoče ga bo pa streznili, okej, ne vem. Jaz sem veš, kaj če ga bo potem prav odneslo. Ja, sej to je tudi res.
Ali pa, ne vem, mogoče mu lahko damo kakšno zaposlitev, kakšno delo, da ga bo opravljal, da bo videl, da če porabi čas za kaj smiselnega, bo bolj srečen. A kaj? Ne vem. Mislim, da nam lahko pomaga samo čudež. Ja, bo čudež. Čudež? A se slišal čudež? Pa kakšen čudež klapa? Pa jaz sem vsak dan se svetniki ljudi. Oni so neskončno potiho. Oni niso potrebovali nobenega čudeža. Vsak lahko pride v revizo. Šli, stav, vsak. Pravzaprav vsak mora priti v revizo. Ustvarili smo za veselje. Srečo, kaj vam jasno? Ah, ne bojte se. Splača se zaradi neizmernega veselja. Samo 3 stvari so vedeli. 3 stvari, za katere se je vredno v življenju. Prva, da uspemo videti drugega tudi takrat, ko nam je težko. Veselje nam prinaša to, da smo lahko zbili. Druga stvar, da dvignemo pogled domoljivih stvari. A domoljivih stvari neskončnih. Da se znamo veseliti. In tretja stvar, da se ne bojimo napora in bolečine, ki ga življenje prinese. Če sprejmemo napor in bolečino, smo lahko vedno veseli. Kaj to je dilema? Jaz se imaš čisto prav, ampak kaj Marko noče slišati, ne verjamem v to. Ja. Okej, se bom poskusil zmeniti z mojim nadrejenim, pa vam pridem pomagati. Okej? Ja, To bi bilo super. Okej. Eno vprašanje. A ste videli to? a smo mi to prav videli. Tina. A ti si v redu? Oh moj bog, da je Tina dosti brez. Stari, čim več zdaj smo naprej. Dosti znam. Še korejno znam. Skozi nek. Ja, kaj gre. Te kavice, niše, Še malo. vse same. Marko, spet, daj no, pa kaj ti ni jasno, kaj počneš zmeri, pa a ne vidiš, da pucamo? Pa Da daj vse nekaj, imamo ne in ti mi greš teži. mimo in ne tudi. Branka, prosti, spet nisem videl, da ste ravno pomili, pa sem vam spet vse popacal. Veste, kako je čisto. Še dobro, da ste pridni pa da pucate, če ne bo to vse umazano. Lepo, da si opazil. Super. Kje je moja denarnica? A ja, a to pa kar prvi kavo do dvora, kaj? Sej ne morem reči. Marko, kava ti bo dala samo kratko zadovoljstvo. Kaj, če nam najprej pomagaš, tudi da končamo s tem korenčkom in potem bomo skupaj pili kavo in skupaj se družili. Kaj praviš, ne?
Vidim, da bo lepše. Korenček, ja. Okej, sliši se v redu, lahko pa. Kje imate to? Evo, poglej. Ja pa koliko je tega korenja, tu ne bomo do 11 končali, jaz se zvon s tem Martom, ma zakaj bi se Martom? Dej, Marko, dej. Kakšen dec pa si. Tole korenje, to nam boš pa že pomagal prebrati, ha? Dobro, od korenja me verjetno ne bo pobralo, no pa dajmo. Tako se govori, ne? Evo, lej, veliki pa majhni so, samo to. O, Marko. Tak si mi pa že prav všeč. Res, tudi mene je lepo taskate videti, veš? Moram reči, da to redko kdaj slišim. Vidiš, da se splača potruditi, ne? Ja, prav je, super. Dajmo skupaj to končati, potem bomo skupaj spili kavo in poklepetali. Ajde, vidite. Bravo. Je to droben zdaj? Ne. Evo, krivo. 1, 2, 3. Vidite, da se da. Čakaj. Ko z nebes je prišel. Ma kako to, ej? Kako da smo dobili ta obisk iz nebes? Ja, me je poslal Miklaš in videl, da ste zelo pridni, da se trudite, da je rekel, da pridem, da vam malo pomagam. Igla braka ruže. Wow, ej, no? Si moš misliti lepo, ej, bolj lepo. No, sej pa si hotel sam priti pogledat, ampak ne vem, kje se obira, no, ne vem, no. Ja, res je že malo pozno, ja. Ko ste malo stav, demenca, pa tako hodi, no. Da se ni skupaj v Ljubljani, ki je... Ma ne, lahko ga pa ga pokličemo. Ali pomagaj? Ja, najverjetneje. Okej, ali pokličemo? Ja. Dajmo, ne? Pa dajmo. Ja, dajmo si skupaj, če je slučajno še tam nekaj v parlamentu, da nas sliši, ne? Dajmo, ne? 3, 4. Sveti Miklavž! Mogoče še enkrat? Sveti Miklavž! Kaj pa? Pa res slabo slišaj. Moje moramo biti bolj glasni, ker parlamenta nas ne usliši. Zdaj moramo biti ful glasni, prav, da nas bo do parlamenta slišal. Okej? 3, 4. Sveti Miklavž! A bo? Nekaj vidimo. Daj mir, kar tukaj počakaš. Pozdravljeni, dragi prijatelji. Tako sem vesel, ko sem prišel tukaj med vas. Sem prav vesel, da vas lahko malo obdarim. A veste zakaj? Tega sem se že kot majhen otrok naučil obdarovati. Pa vam povem nekaj iz svojega življenja. Ko so moji starši imeli mene, svojega otroka, sta hotela imeti še, da bi imel jaz še več bratov in sester. Ampak Bog ima tega ni naklonil. Ker ima Bog tega ni naklonil, sta svojo ljubezen darila meni in še mnogim drugim. In tako sta vse, kar sta imela, svoje življenje in vse drugo sta razumela kot Božji dar. In ob tem sem se tudi jaz naučil, kako lepo je poskrbeti za drugega, in sem tudi jaz svoje življenje posvetil za drugega. Pa vam povem, da sem prav vesel, ko vidim, da se tudi vi učite poskrbeti drug za drugega, biti pozorni drug za drugega. Ne? Kako, da ste se prav pripravili na to, da jaz pridem med vas, sem prav vesel tega. In ko vam želim, da vztrajate v načelih, o katerih ste govorili, a se spomnite, katera so ta načela? Se spomnite? Vejte, tam gor so napisana. A jih ponovimo? No, katera so ta načela? Ja? Vidim drugega, ne? Ja, se pravi videti, kaj se drugim dogaja, ne?
In nasproti temu je se vrteti okrog sebe, ne videti samo sebe. Ne? Je dobro, je prijetno, če vidimo tudi druga. To je prvo. Drugo načelo je, da dvignemo pogled čez minljivo. Da ne vidimo samo tega, kar imamo v svojih krožnikih, ampak da vidimo tudi, kaj drugi rabi. Ne? In tako, da je tudi druge stvari so dragocene, kar imamo, ne samo to, kar imamo v krožniku. Ne? To je druga stvar. In tretja stvar je, da se ne bojimo napora, ne? Da se ne bojimo tistega težkega, ker to je potrebno, če hočemo delati dobro. Ne? Se strinjamo, vse vem, vi to že veste, ne? Ker ste to ponavljali. Ne? In jaz zaslugujem, da v tem ustrajate. Ne? Tako, jaz vam želim, da se borite in da boste pridni še naprej in da boste potem vedno bolj povezani drug z drugim. Sedaj pa so mi angelčki pomagali, da prinesem še nekaj daril, pa mi bojo zdaj pomagali, da vas obdarujem. Ja, hvala, Sveti Miklavž. Mi bomo tukaj na en seznam nas, ki smo prisičeno če pa smo koga spregledali, bo pa se javil. No? Ok. Pa hvala, ker si prišel, ne? Ful so te veseli, drugače. Veseljem vsako leto. Ja, lepo. Evo. Tako.